Živa, punci. Živa. Dobrodošli v botaničnem vrtu. Tukaj imate bo vroče. Je vroče, ne? Ja, pa vlažno tudi. To je malo podobno kot džungla. Je to džungla? Ja, v bistvu je neke vrste džungle. To džunglo smo mi zasadili, ni čisto taka prava kot v naravi, ne? Ampak skušamo pa mi uprizoriti tukaj neke vrste džunglo. Kater oreh je? Kokos. Ja, in to je kokosova palma. A kokosi rastejo na palmi? Ja, misliš kokosov oreh? Res raste na kokosovi palmi. In jaz sem prinesla kokosov oreh tudi sem. Sicer je okrog tega oreha še taka debela plast takih vlaken. In ta vlakna tudi lahko uporabijo. Pa potem še ena taka zelena, povoščena prevleka in zaradi tega lahko kokos plava tudi več tisoč kilometrov daleč po morju, preden potem na obali uskali. A vaju na kaj spominja? Obraz. Ja. Obraz, ne? In zato so mu tudi Španci dali ime koko, ker v španščini ta izraz ne bi pomenil tudi duh, prikazen in na to jih je spominjal in zato so mu ga tako poimenovali. A veste, zakaj lahko kokos vse uporabljamo? Lahko ga jemo. Lahko ga jemo. Največkrat v teh slaščicah uporabljamo kokosovo moko. To je ena bela plast, ne, ki se tukaj znotraj tega oreha nahaja. To potem posušijo, zmeljajo in dobimo kokosovo moko. Imamo pa še veliko drugih zanimivih rastlin. A gremo še kakšno pogledat? No, pa se sprehodimo še malo po naši džungli. Tole je rastlina, avokado ali avokadovec. In na tem zdajle trenutno, če pogledate, rastlina tudi cveti. Iz teh cvetov se pa potem razvijajo taki plodovi. Pa ne samo, da ga lahko pojemo, tisto koščico, ki jo bomo mi potem na sredini našli, lahko tudi doma posadite in boste imeli še sobno rastlino avokado. Ja, to je eden od tistih sadežev, ki jih pripeljejo iz tropskih krajev, pa so lahko še nezreli obrani, ampak potem pa tako naredijo, da pri nas lahko do konca dozorijo. Daj še malo izvoli. Hvala. Prosim. Si kaj zanimivega našla? Ja, mesojetke. A če dam... O, to veš, da so mesojetke. A če dam prst noter, a mi bo kaj naredila? A si upaš? No, pa poskusi. A mi bo kaj naredila? Ja, ne vem, a imaš še cel prst? Ja. Ne, te mesojetke niso tako nevarne, da bi nam prst odgrizale, ne. To so ene tistih mesojetk, pravimo, da pasivno lovijo plen, ne. Torej, da plen pade ali se pa pri kakšnih drugih ujame prilepi. Imamo potem še tisto muholovko, se spomniš, ko tako skupaj skoči, tista pa aktivno lovi, ko se dotakne dlačic, pa zapre. No, tukaj noter pa padejo, potem je pa tale pokrovče, pa to zato ne zato, da bi muha noter ostala, da ne bi pobegala, oziroma tista živalca, ampak zato, da dež ne pada noter. No, in nekateri vrčki lahko tudi tam 2 do 3 litre tekočine držijo in tiste lahko tudi kakšno miš ali pa manjšo podgano pojejo. Kaj pa to? To je pa zelo ena zanimiva rastlina. Pazljivo je pogledajte, potem se pa z enim prstom čisto počasi dotaknite lista. Popazujte, kaj se zgodi. Tej rastlini se reče mimoza, po slovensko ji rečemo pa tudi sramežljivka, ker takrat, ko si sramežljiv, se včasih skriješ in tudi tale si takrat skrije liste, zapre, jih povesi. Kaj mislite, zakaj pa ta rastlina to počne? Se obvaruje. Pred čim? Pred tistimi, ki jo hočejo pojesti. Super, res je, pred tistimi, ki jo hočejo pojesti. To so različne živali. Po drugi strani je pa to tudi ena taka prilagoditev na zelo deževno podnebje, ker voda potem po teh nežnih listkih odteče. Je pa res, da se na različne načine varuje pred živali. Če pogledate, ima tudi vodice, tako. No in tudi s tem se lahko brani pred tistimi, ki bi jo želeli pohrustati za kosilo.
In tole je... Banana. Aha, ste spoznali po listi. Tale lonček ima luknje. Zakaj pa? So da voda odteka. Ja, če bi voda zastajala v zaprtem loncu, bi korenine začele gniti, a ne? Ampak da pa vse ta zemlja in voda ne gre takoj ven iz lonca, pa kaj ponavadi naredimo? Luknjice. Malo pokrijemo te luknjice z drenažo. To imamo pa tole, glinopor, pa še malo zadržuje vlago. No, zdaj pa bananovec lahko daš notri. Tako, po koncu lepo drži tako na sredini. In zdaj z vseh strani zasuj zemljo. Tako, kar še malo zasukaj. Odlično. Le še takole malo zasukajva, da ne bo preveč na to stran. Tako, bananovec je posajen in ta bo zdaj lahko rastel pri vama doma.